Spoštovani, lepo pozdravljeni, lep pozdrav vsem mojim gostom na tiskovni konferenci in seveda lep pozdrav tudi vsem našim spremljevalcem, ki našo tiskovno konferenco spremljajo prek video prenosa na Facebook profilu Okupacijske meje, kjer gostujemo za današnjo tiskovno konferenco, ki je sicer pravzaprav dvojne narave. Gre za tiskovno konferenco v okviru znanstvene zbirke Historia, ki jo izdaja oddelek za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pa raziskovalnega projekta o okupacijskih mejah, ki smo ga izvajali v zadnjih 4 letih. Knjige, ki jih danes predstavljam, so pravzaprav nadaljevanje projekta, ki se je z izdajanjem knjig v okviru raziskovalnega projekta o okupacijskih mejah, ki s polnim naslovom seveda Naredite mi to deželo nemško, italijansko, madžarsko in hrvaško. Lansko leto smo ob približno istem času kot zdaj izdali 3 knjige. Knjigo, ki je zbornik razprav, potem knjigo o okupacijskih mejah v Beli krajini in pa knjigo o okupacijskih mejah v Posotelju. Danes so pred nami 4 nove knjige v tej zbirki. Predstavili bomo knjige Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari, ki govori o okupacijskih mejah v Prekmurju. Naslednja je knjiga Obmejni trikotnik. To je knjiga, ki govori o okupacijskih mejah zahodno od Ljubljane, podrobneje seveda potem v pogovoru z avtorji. Knjiga En krompir, 3 države, ki govori o Dolenjski, in pa malo posebna vsebina, ne gre za lokalno, tako kot so bile zdaj predtem omenjeni naslovi, pač pa knjiga z naslovom Razkosana Slovenija, ki na nek drugačen integralen način opisuje to problematiko. Z menoj so avtorji knjig Darja Kerec, Maja Vehar, Peter Mikša, Blaž Štangl, Božidar Flajšman, Kornelija Ajlec in Božo Repe. Gostitelj sem urednik zbirke Historia Bojan Balkovec, tudi avtor v eni od knjig, ampak tokrat, kot rečeno, v funkciji urednika zbirke. Pa začnimo pravzaprav na zahodu in se bomo potem pomikali proti vzhodu. Najprej vprašanje za Majo in Petra, ki sta soavtorja knjige Obmejni trikotnik. Vajina knjiga Obmejni trikotnik predstavlja lokacijsko zanimiv prostor, ki je obsegal nekdanji prostor blizu Rapalske meje, oziroma del, ki je bil pa že znotraj ozemlja Kraljevine Jugoslavije. Morda začnemo z Majo. Glede na to, da gre pravzaprav za prostor, ki je ob meji, me zdaj zanima, kako je bilo z Italijani. Ali so Italijani sploh prišli na ta prostor takoj za mejo? Ja, najprej en lep pozdrav vsem, ki nas spremljate. Zdaj, ja, ta knjiga pravzaprav obravnava v bistvu področje, ki je bilo že takoj po prvi svetovni vojni izpostavljeno tej razmejitvi, se pravi razmejitvi z Rapalsko mejo. In v bistvu potem, ko je nastopila druga svetovna vojna, so dejansko Italijani, zdaj če gremo konkretno na primer Žirov, so Italijani prestopili mejo po nekaj dneh in potem tudi kraj zasedli, ampak so v tem kraju ostali le nekaj časa, le nekaj dni, nato pa so ga ta kraj in tudi ostale zasedli Nemci. Tako da za nekaj časa so Italijani v bistvu zasedli to obmejno ozemlje, vse do spodnjega Vršnika, nato pa so ga v bistvu po razdelitvi ozemelj prepustili Nemcem, ki so tu ostali vsaj v Žireh do leta 1943, takrat so se potem pa stvari spremenile. Tako da v bistvu ti kraji, Idrija, Žiri in pa Polhograjski, se pravi Polhogradec, to, kar smo obravnavali v tej knjigi, je bilo ležalo na takem trikotniku. Se pravi od severa do spodnjega Vršnika je šla meja po stari Rapalski meji, tu se je pa potem en krak odcepil in se je nadaljeval proti Ljubljani. Tako da je bilo to ozemlje nekako med Kraljevino Italijo, med nemškim okupiranim območjem in pa med, se pravi, Ljubljansko pokrajino.
Hvala lepa. Peter, zate pa morda vprašanje o tej meji in spominjanju domačinov v Polhograjskih Dolomitih. Kakšno je bilo to spominjanje oziroma kako je bil ta spomin prisoten v preteklosti, recimo pred projektom, ne? In kaj se je zdaj zgodilo s tem zavedanjem o tej meji v času tega našega raziskovalnega projekta? Ja, tudi v mojem imenu lep pozdrav, moji soavtorici, uredniku, vodji projekta in seveda vsem članom ter poslušalcem, ki so tukaj danes z nami. Kar se Polhograjskih Dolomitov tiče, treba izpostaviti zelo pomembno dejstvo, da je verjetno ta del okupacijskih meja bil eden najbolj študiozno že na nek način pregledanih od vseh meja, ki smo se jih lotili v sklopu projekta. Spomin na okupacijsko mejo je bil zelo živ že pred našim projektom. Konec koncev so Polhograjci skupaj z nekako okolico Rogaške Slatine, ki predstavlja južno mejo, preliminarna študija, ki je pripeljala sploh do ideje o okupacijskih mejah. Tukaj v Polhograjcih so že delovali in v bistvu so še vedno aktivni zbiralci, domačini, ki nekako ohranjajo ta spomin še vedno s svojimi zbirkami, s svojimi zapisi in so nam zelo pomagali pri v bistvu na nek način nadgradnji študij o okupacijskih mejah. Zraven tega je treba poudariti še to, da v bistvu so Polhograjci tudi prav s pomočjo našega projekta in pričevalcev prej pripomogli tudi k temu, da smo dobili kar nekaj študentov, ki so bili pripravljeni narediti svoje diplomske oziroma magistrske naloge na temo okupacijskih meja in to je pač treba tudi tukaj ključno za vsaj del Polhograjcev in zato, da imamo danes to knjigo, je tudi njihovo delo. Tukaj je treba izpostaviti Marušo Nartnik, ki je terensko zelo dobro obdelala ozemlje oziroma nekako okupacijsko mejo, vse od Ljubljane pa skoraj do v bistvu stika z Rapalsko mejo. Hvala. Pomaknimo se zdaj vzhodno od Ljubljane, ne? Ljubljana je sicer ostala v italijanski coni, ampak meja je šla tik nad mestom. V knjigi En krompir, tri države, okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945 smo objavili 4 prispevke. Moj uvodni prispevek je malo krajši splošni pregled. Sledita prispevka kolegov Božidarja Flajšmana in Blaža Štanglja, ki sta z nami. Zadnji prispevek pa je pravzaprav prispevek, ki je nastal že pred kar nekaj leti, že v koncem oziroma začetku 90-ih let, ko je takratni kustos Dolenjskega muzeja Anton Štampohar pripravil neko besedilo na podobno temo, ki pa potem ni ugledalo luči sveta. Avtor je žal umrl in ko smo pripravljali razstavo o okupacijskih mejah na Dolenjskem, je sedanja kustosinja Marjeta Bregar v arhivu muzeja, v gradivu Antona Štampoharja, odkrila ta tekst in potem je seveda padla odločitev, da bi pravzaprav ta tekst lahko mi vključili v našo knjigo, ker lepo primerno sodi in je dobro dopolnilo k tej knjigi. Zdaj, kako je tehnično ta tekst uvrščen v knjigo, se boste seveda lahko prebrali v knjigi sami. V tem smislu seveda pa se je vseeno tudi na tem mestu potrebno zahvaliti Marjeti Bregar in pa jasno tudi dedičem pokojnega Štampoharja, ki so dovolili objavo njegovega besedila. Božidar, ti si se v svojem prispevku precej ali pa kar prevladujoče usmeril predvsem na spominjanje in pa na spomin na te meje, ki so sekale Dolenjsko. Kakšen je torej zdaj ta spomin? Kako se ljudje tega na terenu spominjajo? Torej, lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, spomin na življenje ob okupacijski meji na Dolenjskem je zelo živ. Te spomini pričajo o zelo pestrem dogajanju. Veliko je pretresljivih, tragičnih zgodb, podlih, veliko je zavržnih dejanj, pa tudi veliko pogumnih in izjemno človeških dejanj.
Dogajale so se pa tudi zelo komične zadeve. Pri tistih, ki so okupacijske meje doživeli med drugo svetovno vojno, neizogibno prihaja tudi do primerjav z današnjo Užičeno mejo s Hrvaško. Meje so takrat prekinile povezave med ljudmi, povzročile so mnoge probleme, onemogočeno je bilo gospodarsko sodelovanje, kmetje niso mogli obdelovati svojih polj ali vinograda na drugi strani meje. Povrhu vsega so pa Nemci še minirali svoj del meje in to je povzročilo tudi mnoge smrtne žrtve. O tem smo posneli zelo pretresljiva pričevanja in moram reči, da ko smo to snemali, smo tudi mi imeli cmok v grlu, ko smo poslušali brata, kako mu je mina ubila brata ali človeka, ki mu je mina raznesla očeta. Druga stvar je, da je bilo mogoče dobro povedati v začetku velika zmeda glede teh mej, ker niso bile točno definirane. In recimo so se Nemci in Italijani zelo grebli, kdo bi dobil recimo Novo mesto. O tem je zelo dragoceno pričevanje dnevnik Slavice Moškon, ki sem ga dobil marca letos, kjer je aprila 1941 ne samo dnevno, ampak po urah posameznega dneva opisovala, kaj se je dogajalo v Novem mestu, ko so recimo istočasno na glavnem trgu v Novem mestu visele italijanska in nemška zastava, ker se je še potekalo pogajanja, kdo bo dobil Novo mesto. Zelo zanimivo je tudi, da je zabeležila v ta svoj dnevnik, da je prišla visoka ustaška delegacija v Novo mesto željo, da Novo mesto pripade pod neodvisno državo Hrvaško. O tem obisku te ustaške delegacije govori tudi več virov, nekaj nam jih je posredovala tudi Marjeta Bregar iz Dolenjskega muzeja, za kar se ji tudi osebno zahvaljujem. Skratka, treba je pa tudi povedati, da so bile dve vrsti mej. Bila je meja državna, bile so pa tudi meje okoli mest. Znana je predvsem Ljubljana, ampak Užičeno je bilo tudi Novo mesto, Užičen je bil tudi Šentjernej. Skratka, to zmedo začetno je zelo dobro opisal naš pričevalec, 103 leta star Viktor Miklič iz Mackovčka pri Novem mestu, po katerem nosi tudi naslov naša knjiga, se pravi En krompir, tri države. Gre za to, da je Viktor Miklič povedal, kako so krompir sadili v stari Jugoslaviji, v prvi Jugoslaviji, kraljevini, obdelovali so ga pod Nemci, izkopavali so ga pa pod Italijani. Se pravi, vse na isti njivi, v istem letu. Tako da te zgodbe so zelo, zelo pestre. Rad bi rekel še to, da okupatorji so z nasiljem in bodečo žico skušali uveljaviti svojo voljo, izbrisati pač slovenski narod, pa partizanski upor je to preprečil. Iz prečevanja je jasno razvidno, da partizani meja okupacijskih niso priznavali. Žal danes se spet skuša neko begunsko vprašanje reševati s podobno formulo, kar pa seveda ne pelje nikamor, razen v nove tragedije in travme. Še to bi na koncu mogoče dejal, da je na pošti v Ljubljani, na glavni pošti na Slovenski cesti 32 razstava filatelistična, kjer je tudi razstavljen priložnostni žig na temo okupacijskih mej in razglednica na temo okupacijskih mej, ki prikazuje ostanke nemškega stražnega stolpa v Hincah nad Karmeljem. Razglednico lahko dobite v knjigarni Filozofske fakultete v Ljubljani in pa kjer lahko tudi kupite knjige, ki jih danes predstavljamo. Hvala lepa. Na začetku sem morda pozabil povedati, da se lahko gledalci, ki nas spremljajo na Facebooku, priključijo z vprašanji, ki jih pač lahko postavijo na omenjeni platformi.
Zdaj pa še ena tema z Dolenjske, ki je seveda tudi bila že znana, ampak je Blaž Štangl, ki se nam je pridružil še kot študent. Danes je seveda že končal s svojim študijem, precej podrobno obdelal. Ni seveda bil Blaž edini študent, ki se nam je pridružil, tako da tu moramo seveda povedati, da so bili pri projektu pridruženi študenti različnih stopenj študija v izjemnem številu. Blaž, ti si v svojem prispevku se posvetil temi, ki je sicer recimo že Penca obdeloval v Dolenjskem listu že pred precej leti, ampak ti si se seveda zdaj teme lotil historiografsko, ne zgolj novinarsko, kakor se je tega lotil Penca. Govoriš o neki drugi meji, ki je tudi bila na Dolenjskem. Kaj je to za ena meja, o čem je tu govora? No, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Se pravi, jaz sem se ukvarjal z tako imenovano italijansko zaporo meje z neodvisno državo Hrvaško. In sicer ta je bila sestavljena iz pasu bodeče žice, ki je bil širok 6 metrov in visok okoli 2 metra, potem tudi betonskih zidanih ali lesenih bunkerjev, pa tudi večjih betonskih utrdb na strateških točkah in pa prehodnih blokov. Prvotni italijanski načrti so bili, da bi to zaporo meje gradili po njeni dejanski meji z NDH po grebenu Gorjancev. Tega niso uresničili, ampak so v letu 1943 gradili to zaporo meje po vznožju Gorjancev, kjer so se naslonili na obstoječe komunikacije in pa svoje postojanke. Verjetno je bil razlog prvotnega neuresničenega projekta tudi ta, da so po Gorjancih in Žumberaku je bila močna aktivnost partizanov in prisotnost. Se pravi, zaporo meje so gradile inženirske enote italijanske divizije iz Onco in pa nekateri mobilizirani domačini. Varovanje so izvajale enako italijanske vojaške enote in pa slovenske enote pod njihovim okriljem, tako imenovana prostovoljna protikomunistična milica. Gradnjo lahko razdelimo v 4 faze, in sicer prvi del se začne januarja pri vasi Šmarje južno od Šentjerneja, ko so začeli postavljati bodečo žico v smeri Kostanjevice. Druga faza se začne pri reki Krki pri Kostanjevici, ko pas bodeče žice postavljajo v smeri Šmarja. Ta dva kraka se združita nato v aprilu. Tretja faza je potem gradnja bodeče žice od vasi Šmarje mimo vrh Polja, Tolsti vrh, mimo vasi Gaberje in pa do Dovža. Četrta faza je pa gradnja v Beli krajini, tam so pa gradili od reke Kolpe pri Metliki, pri Rosalnicah v smeri Žumberka. Domačini so, oziroma, načrti so ostali neuresničeni in tudi ta projekt je ostal nedokončan, saj se je gradnja zaključila s kapitulacijo Italije 8. septembra 1943. No, kot bogat vir za tale prispevek so se izkazala poročila in pa zemljevidi italijanske inženirije. Poleg tega so bili uporabljeni tudi arhivski dokumenti, in sicer poročila obveščevalcev partizanskih enot, in pa seveda zelo dragoceni so bili spomini starejših domačinov. Na terenu so še ponekod vidni ostanki, ponekod pa ni več ostankov in le še domačini vedo povedati, kje je bil kakšen bunker ali kje je potekala bodeča žica. Namen zapore meje je bil preprečiti gibanje partizanov v vasi v dolini, da bi preprečili zbiranje hrane. Zdaj, ali je dosegla svoj namen, boste prebrali v knjigi. Kot že omenjeno, posamezna literatura, ki je obravnavala drugo svetovno vojno na tem območju, je to mejo omenjala, noben od avtorjev se ji pa ni posvetil podrobne obravnave. Tako da ta moj prispevek želi upozoriti na eno izmed teh okupacijskih meja in pa težave, gospodarsko škodo, ki jo je povzročala. Tako da vabljeni k branju tega poglavja in ostale knjige. Hvala lepa, Blaž.
Zadnja razstava, ki smo jo pripravili oziroma ki je nastala v okviru projekta, je bila razstava povezana z mejnimi vprašanji v Prekmurju. Ta razstava je imela seveda še nekaj koronskih vplivov, zato je bila pravzaprav predstavljena pozneje, kot je bilo v začetku načrtovano. Darja, tvoja knjiga opisuje položaj v Prekmurju. Pravzaprav gre za neko posebnost v primerjavo z ostalimi okupacijskimi območji oziroma pokrajinami, ki so si jih prisvojili posamezni okupatorji. Madžarska je namreč okupacijo Prekmurja razumela tudi kot revizijo Trianonske pogodbe, in je pravzaprav potem, ko je ukinila oziroma zamenjala vojaško upravo z civilno upravo, že decembra 1941 Prekmurje tudi pridružila k Madžarski. V čem je bila morda še kakšna posebnost položaja v Prekmurju? Pozdravljeni. Ja, posebnost ali ne, dejstvo je, to je res, pač vse od Trianonske mirovne pogodbe do vzpostavitve vojaške oziroma civilne oblasti, pravzaprav do okupacije, če tako rečemo, Prekmurja, so potekale neke intence za priključitev Prekmurja, seveda nazaj, oni so pač tudi rečejo matici, ampak zavedati se moramo, da pač mednarodna diplomacija ni kaj dosti vedela ravno o posebnosti prav Prekmurja. Diplomacija ne sprašuje posameznika. Šele po vojnah ali v tem primeru veliko kasneje se potem razjasni tudi z vpogledom v arhive, kakšna so bila dogovarjanja ali ne. Se pravi, jasno je, več 100 let je bilo Prekmurja, pa če še dodamo Porabje, ki je danes seveda del Madžarske, in pa Medmurje ali Međimurje, je bilo politično, se pravi vpeto v madžarski torej okvir ali ogrski, če tako hočete. Sama posebnost, v tej posebnosti, to je zelo taka zanimiva beseda, se mi zdi, da bolj govorimo mi Slovenci ali pa lahko rečemo tudi Jugoslovani, slovenskega pretežno govorečega prebivalstva, seveda madžarske oblasti ali pa pač ne glede na v katerem stoletju govorimo ali med ali po vojnem stanju, so seveda smatrali za, se pravi, esencialno oziroma del pač celotnega madžarskega populusa, tako so tudi pri štetju recimo, pravzaprav minimalne razlike delajo, če gledamo na vsaj to jezikovno sestavo. Če se vrnemo k temu nesrečnemu Trianonu, seveda, če tako rečem, za naše sosede, Madžare, z današnjega gledišča, veste, diplomacija se je vlekla, vsezadnje tudi tromejnik je bil postavljen dokončno za navednica za betonino šele leta 1924, čeprav je bil sam Trianon sklep seveda 4 leta prej sprejet in še mislim, da julija 1924 so dokončno nekako zakoličili to seveda z žigom in podpisom, da pravzaprav Prekmurje pripade naši matici, kraljevini SHS. Zanimivo je, šele zdaj, jaz seveda kot po vojni rojena generacija in to vsi mi, ki smo bili tudi na terenu v Prekmurju, smo videli, kakšna, kot je podobno kolega Flajšman že povedal, oziroma vsi sodelujoči, travme pustijo taki vojni dogodki, neposredno z žrtvami. Tudi mi, ko smo bili na terenu in so se nam seveda prijazno odzvali naši informatorji, so povedali določene absurde. In ta posebnost je ali ni posebnost, je tudi mogoče izraža naslov knjige, za katerega idejo in tudi v samem projektu z menoj sodelujoči Atila Kovač je dal, da naslov kot je, da je na eni strani bil hlev, hiša pa na drugi strani, Madžari, Nemci, izkazuje mogoče tudi to ali pritrjuje tej posebnosti. Informator gospod iz Gerlincev je bil, ki je to povedal, in smo potem to vzeli tudi za naslov.
marsikdo pozablja, marsikdo pozablja, da seveda tudi del neke vasi, Fičnici, Kramerovci, Ocinje in pa Serdica, pravzaprav so bili tisti kraji, ki so gravitirali k Rajhu. No, in malce mogoče manj znan podatek, ta diplomacija, ki je bila diplomacija seveda dvosmeren, če pogledamo način delovanja, ravno v nemški arhivi se je potem izkazalo, da je imel tudi seveda tudi Hitler oziroma Nemčija in velik interes v tistem delu takratne, se pravi Kraljevine Madžarske, ki je bilo, se pravi, na madžarski strani, torej recimo Porabje, ampak zgolj zaradi ekonomskih interesov. Pozabljamo vedno, da mogoče bolj šolajoči, da pač okupacija Prekmurja med drugo svetovno vojno torej ni bila zgolj in le s strani torej madžarske vojske ali vojakov. Najlepša hvala. Zadnja knjiga, ki jo predstavljamo, je knjiga, ki ste jo pripravila Kornelija Ajlec in Božo Repe. Gre pa za knjigo z naslovom Razkosana Slovenija. Prisotna sta oba avtorja, čeprav ni bilo pričakovati, ampak bomo uspeli z obema priti do besede. Najprej morda kljub vsemu Boža vprašam. En od naslovov poglavij v knjigi je Slovenija koncentracijsko taborišče. To se sliši oster naslov. Ja, pozdrav tudi iz moje strani. Najprej rečem 2-3 besede o projektu. Kot lahko tisti, ki nas spremljajo, to vedo, kot lahko brez težav ugotovimo, sedaj, ko ga zaključujemo, pišemo končno poročilo, da je vse to naše delo nekajkrat preseglo običajna pričakovanja od takih projektov in da je bilo to mogoče predvsem zaradi timskega dela. Se pravi, to timsko delo, ta medsebojna pomoč, interakcija nam je dala neke multiplikativne učinke. To je važno povedati, zato ker je zgodovinopis še vedno pretežno individualna znanost. Se pravi, večinoma raziskujemo vsak zase. Spomnil bi še na to, kako je ta projekt sploh nastal, za tiste, ki tega ne vedo. Na konferenci lansko leto smo to že povedali. Izhaja prav iz osebne zgodbe družine Petra Mikše. On je dal to idejo, ki smo jo potem razdelali, ker je to ena od teh številnih, preko 300 takih zgodb smo nabrali, ki pričajo o tem, kako kruta je bila vojna in kako krute so bile meje. No, tukaj na to se pravzaprav navezuje tudi ta naslov knjige in naslov tega poglavja, ki si ga omenil. Knjiga je sicer širša, bo nekaj povedala tudi Kornelija. Midva sva to deloma obdelala teoretično, vprašanje meja nasploh, deloma slovenske meje skozi zgodovino. Tukaj imamo tudi dobre zemljevide, zahvaljujoč gospe Rihterič, ki nam je s tem pomagala. Torej, zakaj tako poglavje? Božo Flajšman je prej že omenil nekaj mest, ki so bila obdana z žico. V naši percepciji, kot je bilo že rečeno, je to predvsem Ljubljana. Ampak mi smo identificirali vsaj 7-8 takih mest. In če zdaj k temu dodaste več kot 700 kilometrov meja, če štejemo še tiste, ki danes pač niso, tiste dele, ki danes niso v Sloveniji, drugače pa nekaj manj. Torej, če k temu dodaste na tedanjih dobrih 16,000 kvadratnih kilometrov, plus rapalska meja, potem si lahko predstavljate, kako je izgledala Slovenija. In znotraj tega imate potem še posamična mesta, ki so še znotraj obroča. Od Bele krajine,
Novega Mesta preko Ljubljane do Idrije, Logatca in tako naprej. Torej, zato je samo po sebi nekako prišlo to poimenovanje, da je Slovenija pravzaprav, če bi jo gledal takrat iz zraka, izgledala kot neko veliko koncentracijsko taborišče. Se pravi, državne meje, Ljubljana je bila obmejno mesto, to vemo, o tem smo naredili posebno razstavo, hkrati pa obdana z žico. In podobno usodo torej so doživljala številna druga mesta. Tako da jaz ne rad govorim o tem, da je bila Slovenija nekaj specifičnega, ker okupacijski sistemi so bili večinoma povsod zelo kruti, ampak zagotovo tukaj so specifike, ki nam dajejo nek drugačen položaj v kontekstu evropskih okupacijskih sistemov. Hvala lepa. Zadnje vprašanje pa za Kornelijo Ajlec. Mogoče bi vprašal pravzaprav takole. In to je zelo dobro povezano pravzaprav s tem, kar je Božo povedal, torej predstavila sta malo ta lok razvoja mej in teoretično vprašanje v zvezi z mejami. Kornelija, kaj so bile meje nekoč, oziroma kakšen atribut so imele meje nekoč in kakšen atribut imajo meje danes? Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Torej meje so vedno imele več kot eno vlogo. Primarno so nastale zato, da so nudile občutek varnosti določenih skupnosti. Potem so varovale tudi prednosti, ki jih je določeno ozemlje imelo, torej varovale so primarno naravna bogastva. Kasneje pa so naravno bogastvo postali ljudje in ko so začeli nastajati veliki imperiji, so te meje postale varovalo lastnine. Seveda so bile te meje zelo porozne in niso bile natančno začrtane. Na drugi strani pa so meje prav v obdobju nastanka velikih imperijev, ki so inkorporirala ljudstva, ki se niso čutila del širše skupnosti, postale neko orodje represije. Se pravi, v času nastanka velikih antičnih imperijev je bilo to prvič mogoče občutiti. Tako so meje vedno pravzaprav vplivale na lokalne skupnosti. Torej, meje so bolj kot na ljudi v centru zamejenega ozemlja vplivale na ljudi na periferiji oziroma na obmejnih območjih, kar se zelo jasno kaže tudi v knjigah, ki se ukvarjajo z lokalnimi primeri, se pravi, knjigah, ki ste jih napisali naši kolegi. Najina knjiga, ki so jo napisali s profesor Repetom, pa kaže na eno specifiko teh meja, namreč, da so meje v času okupacije vplivale ne samo na periferijo, ampak pravzaprav na celotno prebivalstvo slovenskega ozemlja. Meje, kot jih poznamo danes, pa so se oblikovale v času francoske revolucije oziroma po francoski revoluciji, se pravi z vznikom nacionalizma in idejo o teritorialni državi, idejo o kolektivni identiteti in pa težnji po izgradnji nacionalnih držav. Ta tako imenovana teritorializacija identitete je porodila torej narod, meje pa so potem postale orodje, ki so pripadnike določene identitete povezale in pomagale vzdrževati narodno koherenco in pa tudi odnose tega naroda z drugimi narodi. Tako da vloga meja v preteklosti se je seveda spreminjala, v temu midva precej podrobno opiševa tudi v knjigi, vendarle pa nekako v zadnjih 200-250 letih lahko govorimo o, se pravi, namenu meja, kot jih poznamo danes. Knjige, ki smo jih danes predstavili in pa še 3 lanske knjige, če zdaj malo uporabimo računalo, pridemo do obsega kakih 1100 in nekaj strani, tako da pravzaprav za izjemen obseg rezultata nekega projekta. Ob tem seveda moram napovedati, da se že prevajata 2 knjigi, torej danes predstavljena knjiga Razkosana Slovenija
in pa lani objavljen zbornik okupacijske meje bosta prevedeni v angleški jezik in s tem seveda dostopni tudi znanstvenemu okolju, ki ne razume slovenskega jezika, ki pa ga iz različnih razlogov seveda slovenski historiografski problemi zanimajo. Vprašanj iz publike ne vidim, tako da pravzaprav lahko zdaj na tem mestu zaključimo. Zahvalim se še enkrat gledalcem, ki so nas spremljali, zahvaljujem se avtorjem, zahvaljujem se znanstveni založbi Filozofske fakultete, ki je omogočila, da je zadeva išla, zahvaljujem se financerjem Filozofske fakultete in Javni agenciji za raziskovalno dejavnost in seveda ne nazadnje je potrebno zahvalo dati tudi recenzentom, ki so s svojimi mnenji pripomogli k temu, da so bile knjige uvrščene v seznam knjig, ki jih podpirajo vsi tisti, ki sem jih predtem omenil in so omogočili, da so knjige išle. Hvala vam lepa in seveda vabljeni k branju knjig. Knjige bodo v nekaj dneh na voljo v knjigarni Filozofske fakultete oziroma lahko jih boste kupili prek spletne založbe, prek spletne trgovine. Tisti, ki pa so zadovoljni tudi s PDF dostopom do knjige, pa si pravzaprav knjige lahko že ogledajo in pretočijo z spletnih strani založbe Filozofske fakultete. Hvala lepa in lep pozdrav do prihodnjič.